Torej, komanda je padla in menda moramo začeti, tako da lep pozdrav vsem zbranim in vsem drugim, ki nas spremljate. Imamo načrt danes se pogovoriti z avtorjem, gospodom Stanetom Grando, o knjigi Pot v samo slovenstvo in skupaj z profesorjem dr. Podbersičem na to temo. Malo vaju bom poskušal v teh 45 minutah, kolikor jih imamo na voljo, povezati to čudovito delo o osamosvojitveni zgodovini Slovencev z aktualno situacijo, ki se dogaja v naši državi. Pa bi morda začeli že pri samem naslovu. Namreč naslov knjige je Pot v samo slovenstvo. Pa me zanima, gospod Granda, zakaj samo slovenstvo? Zakaj ne samo slovenstvo? Zakaj ne slovenstvo samo? Kako ste se odločili za naslov in v povezavi s tem, kaj vidite kot nek največji izziv pri razlaganju ali preučevanju zgodovine Slovencev in slovenske zgodovine? Torej, samo slovenstvo je v bistvu star pojem, ki naj bi ga po informaciji dr. Grdine pravzaprav iznašel pisatelj Tavčar. To je pravzaprav izraz, ki pomeni čist to, kar dela vsak narod, da svoje interese v zgodovini, v politiki postavlja na prvo mesto. To se pravi, če vzamemo staro Avstrijo, dobro je tisto, kar je dobro za Slovence. Če vzamemo staro Jugoslavijo, dobro je tisto, kar je za Slovence. Če vzamemo seveda povojno Jugoslavijo, dobro je tisto, kar je za Slovence. No, zdaj imamo pa svojo državo, ko pravzaprav moramo skrbeti prvenstveno za svoje interese. No, lejte, in ta pojem samo slovenstvo je bil zlasti v obdobju med obema vojnama zelo, živ. In zlasti so ga uporabljali tudi komunisti, pa liberalci za zmerjanje tistih, ki niso bili jugoslovenarji. Za 3 primere Boris Kidrič je v nekem pismu Luisu Adamiču pisal, da je Vidmar samo Slovenc. Si mislite, res je Vidmar potem napisal eno čudovito brošuro v tem smislu, ampak vendar, potem imate primere še kakšnih zelo znanih ljudi, da so jih zmerjali s samo Slovenci. Imate celo iz španske državljanske vojne, to je dr. Dežman našel, da so se komuniste med seboj ločevali potem in ne samo ločevali, se veste, pa njih ni bilo ljubezni med seboj, da so se celo zelo ostro prepirali pa obračunavali na liniji samoslovenstva, kateri so za samoslovenstvo in kateri so potem za jugoslovanstvo in tako naprej. No in da to ni kar tako nekaj izmišljenega, so mi kolegi pomagali, opozorili so me na pesem, na 2 soneta Alojza Gradnika, kjer pravzaprav ves ta problem krasno obravnava. In iz vsega tega konteksta lahko vidite, da to ni proti, ne vem, Srbom, Hrvatom, Makedoncem, kar še. Gre samo za neko normalen slovenski refleks, da bi pač Slovenci najprej za sebe skrbeli, da ne bi bilo tako, kot je bilo vedno v zgodovini, ko so bili Slovenci najboljši Avstrijci, najboljši Jugoslovani in sam Slovenci nismo znali biti pa nikoli, kar se tudi zdaj vidi. Sej poslušajte, kdo nam pa danes škod? Slovenci, ne? In pravzaprav, kot človek gleda nazaj skozi zgodovino, tudi vidi pravzaprav, da največ škoda so Slovencem naredili Slovenci. In se s tem sprijazniti, ker je malo težko, ampak tudi na to sem potem pazil v tej knjigi, sem pa se s tem izrazom prvič srečal, ko so Jugosi, da rečem, jugoslovenski liberalci, hoteli ubiti Erlicha in leta 41, mislim, do novembra, in ta glavni greh Erlichov je bil ravno samo slovenstvo. Kot veste, Erlich je bil prvi, ki je bil proti Jugoslaviji, ne proti Jugoslaviji, ni bil za Jugoslavijo, takrat je smatral, da je Jugoslavija kaput in je rekel, zdaj pa naredimo slovensko državo. To je pravzaprav. In ta pojem ga dobite tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika, so ga pa po 2. svetovni vojni ta pojem izrinili ven, kar je sam na sebi iritiral pač jugoslovansko skupnost. Toliko. A ste še kaj pozabil odgovoriti? Ne, sam mikrofon. Ja. Torej, dr. Podbersič, mogoče bi pa vseeno se obrnila na avtorjeve besede iz knjige. Namreč zdaj smo skočili že kar do 2. svetovne vojne, ampak če pogledamo še malo
Prej namreč eden izmed, delate tudi v pedagoškem poklicu, torej eden izmed mitov, recimo, o katerem se vedno govori, je ta mit o hlapcu Slovencu. In namreč tukaj zanimivo navaja gospod Granda, zamenjava slovenskih knezov s frankovskimi oziroma nemškimi pripadniki visokega plemstva in z njim podeljenih velikih ozemelj nedvoumno kaže, da so že zelo zgodaj se zavedali, kdo je naš in kdo ni. Torej, kako gledate na ta, recimo temu, trdovraten mit o tem, da smo Slovenci bili pripadniki zgolj enega razreda v tem obdobju? Lahko? Najprej vsem skupaj en lep pozdrav. Izhodišče se mi zdi prav naravnost fantastično za te dni. Namreč, kot je kolega Martin, današnji voditelj, povedal, gre za enega od mitov. Slovenska zgodovina, Stane se bova strinjala, je polna takšnih in drugačnih mitov. In eno od teh mitov je tudi to, da smo Slovenci relativno nov narod, brez svoje lastne zgodovine, Bog ne daj brez svojega lastnega plemstva. Ampak Stane, ne rabva iti prav daleč nazaj, oziroma rabva iti prav daleč nazaj, tja v 17. stoletje, da dobimo slovenska plemiška pisma, ki so konec koncev ena od pokazateljev, da je tudi plemstvo, ki je živelo na Slovenskem, vpeto v slovenske razmere, bilo seveda veščo slovenskega jezika. Glejte, danes je težko govoriti v razmerah sodobne slovenske države, prej, pri 30 leti neke jugoslovanske države, o starih tradicijah, plemiških tradicijah, o občevalnem jeziku, narodnosti. Glejte, do sredine 19. stoletja je zelo živa deželna zavest. Marsikje še globoko v 20. stoletje. Zlasti na Štajerskem, pa tudi na Koroškem, mogoče na Primorskem nekoliko manj, tudi zaradi tega antipoda proti italijansko prisotnim sodeželjanom. Torej, da tam je ta nacionalna zavest, slovenska nacionalna zavest in ne toliko krajevna, torej goriška ali pa istrijanska ali pa tržaška, manj prisotna. Ampak ta deželna zavest je vsakega deželana, ki je bil pripadnik dežele, zelo zaznamovala. Bom povedal drugače. Glejte, Slovenci jemljemo našo zgodovino preveč krajinsko-centrično. Dogajalo se je v Ljubljani in okolici, ampak to je ena od slovenskih dežel. Imamo pa to nesrečo, če hočete, da ostale dežele, kjer so bili Slovenci številčno zelo prisotni, tja do 1/3 ali pa še več prebivalstva. Štajerska z glavnim mestom, ki je seveda izven deželnega oziroma nacionalnega naselitvenega področja, to je Gradec. Celovec je tudi že bil rahlo izven naselitvenega področja. Trst dejansko nikoli ni bil slovensko mesto, bil je pa največje mesto s slovenskim prebivalstvom. Tako da Slovenci dejansko smo imeli večino samo na Kranjskem in pa na Goriškem. V vseh drugih ostalih deželah je tukaj manjšina, oziroma so bili Slovenci prisotni, ampak v manjšini ali celo precejšnji manjšini. Zdaj, seveda, v starih časih, da se nekoliko pošalim s tem izrazom, stoletja nazaj, je bilo vedno oportuno govoriti o tem, da nekdo uporablja večinski jezik skupnosti. In večinski jezik tudi v Ljubljani, tja globoko v 19. stoletje, je bila nemščina. Na Primorskem, seveda Trstu in Gorici, poleg nemščine tudi sama italijanščina. Zdaj, kar se tiče pa, se vrnemo spet izhodišče plemstva. Plemstvo je nedvomno bilo zraščeno s teritorijem, čutilo svojo neizmerno privrženost vladarju, ker je od njega dobivalo beneficije in mu tudi večji del služilo, bodisi v vojnah, bodisi v državni upravi ali pač številni tudi v cerkveni knezi v cerkvi. Po drugi strani je pa treba poudariti to že omenjeno deželno pripadnost in pa večjezičnost. Zdaj govoriti nekdo, ki je bil recimo nemškega ali nemško pišočega priimka, da je avtomatsko seštel v 17. 18. stoletju za nemško pripadnega, je to nonsens. Kot seveda je nonsens vleč, bom rekel zdaj, deterministično slovenske teorije tja v 17. ali pa 18. stoletje. Ne? Kategorije, o katerih se danes pogovarjamo, segajo v
polovico 19. stoletja, neumno bi bilo pa reči, prej ni bilo nič in potem je vse novo. Ni res. Zgodovina je preplet novega in starega. In tukaj moramo iskati sozvočje. Veste, če si ti spodnji Avstrijec, s tem še ne pomeni, da govoriš spodnje avstrijsko in da nisi zato Nemec. Če si iz spodnje Avstrije, doma si nemski, živiš v spodnji Avstriji. In podobno je bilo tudi pri nas dr. Domaj, koroški Slovenc, en najboljši poznavalec koroške slovenske zgodovine. On je odkril narodne noše v Zilski dolini, ki je najbolj ogrožena. Zilsko narodno nošo s slovenskimi barvami obstaja, z nemškimi barvami obstaja s slovenskimi barvami. In to je ohranjeno v Moskvi, v Ustalini za svetovno razstavo etnografsko iz 1867. Bi pa samo opozoril, da zdaj kolega dr. Preinfalk izdaja serijo knjig o plemstvu in praktično vsak 3/4 plemič, in to so velike rodbine, ima slovenske sorodnike. No in Renato me je upozoril, da nek naš, sicer žal po italijančen rojak, ki živi, ki dela v italijanski diplomaciji, piše knjigo o Kobenclih, ki so bili celo knezi, paste, ki so pa vedno poudarjali, da so bili slovenskega porekla. Tako veste, da te stvari se zelo spreminjam, ampak jaz se spominjam, to je bilo nekje tam okrog leta 80, sem to vprašanje načel, pa so me pa na kongresu zgodovine v Ptuju, pa sem bil tako vzmerjan, to je še lepo, dobesedno sem bil obsovan, kogaj zdaj je to za nek revizionizem. Seveda, ravno tako smo mi imeli vzemite, ki ga vsi poznate, Zoisa, Zois je, oprostite, imel slovensko mamo, ne? Sam je bil pa bergamaš po očetu, ne? To se pravi, bi rekel, rojak od nogometaša Maribora Iliča, če malce norce delamo, ne. Vidite, tako so stvari, niso bile tako črno-bele, pa tudi mi, se ni vse samo v prinku, mi imamo ohranjene dokaze, celo tja, ponavadi vedno citiramo Spanheima, ki nekako je pravzaprav pozdravil v slovenskem jeziku Ulricha von Lichtensteina. So pa znali tudi slovensko. Kultura, govorilo, Grdina pravi, pisalo se je nemško, govorilo se je pa slovensko. In veste, največji užitek je Urbarje za Goriško brat, 14. stoletje, mislim, da so 15. Kako berete Urbarje za Goriško, ja, ene pa še starejši. No, najdete pa slovenske besede, ne? In imate tudi, naprimer, ena tipična fevdalna beseda, ki jo povsod najdete v slovenščini, je pojezda, ne? Pojezda piše pojezda, ampak to se enostavno prevzeli iz slovenščine in tako naprej. Torej, veste, ta ni tako, bi rekel, zgodovina, da nas je za vrat držala. A ja, pojezda pomeni, ko je prišel zemljiški gospod na podeželje iskati tisto, kar mu je pripadalo, ali pa sam na obisk, pa so ga morali pogostiti. To pomeni pojezda in to je, v nemščini pišejo pojezda, ne? In tako, veste, treba je več starih dokumentov brati, pa vidite, koliko je bila pravzaprav slovenščina živa. Ne nazadnje, Renate je omenil Gradec, glavno mesto Štajersko. Pejte v Gradec, pa vzemite v prvem kiosku prospekt, pa piše beseda Graz, izhaja slovenske besede Gradec in tako naprej in tako nazaj, ne? Gradec je dejansko slovensko prvotno bil, pa je bil pa bavarski Gradec, zdaj pa štajerski. Doktor Podbersič, prej ste že omenili drugo polovico 19. stoletja, pa če sva konkretna revolucija 1848, malo preskočimo sedaj, ampak zanimivo skozi celotno knjigo gospod Granda poudarja en vidik, namreč Slovenci smo bili vedno ponosni na to, da smo svojo državnost ali razvoj svoje državnosti gradili v skladu z recimo tem pravnemu redu. Tudi Majer piše v tem, da ni bilo v revoluciji strani Slovencev nič subverzivnega. Če poskušava potegniti tudi vzporednico z osamosvojitvijo leta 91, takrat smo bili tudi, se je za nazaj velikokrat poudarjalo, da smo delovali v skladu z ustavnim okvirjem, ki je obstajal takrat. Tako da, kako gledate na ta vidik, da Slovenci svojo državnost vedno poskušamo graditi znotraj okvirjev, ki so nam dani, in kako je to v bistvu po eni strani lahko tudi dvorezni meč? Bom šel se navezal na knjigo in bom vsem spoštovanim gospem in gospodom, ki so tukaj prisotni, predlagal, da vzamejo v roke. Namreč gre za res en tak kompendij in tak širši pregled slovenske zgodovine od
arheoloških časov do najnovejše dobe. Tvoje vprašanje je šlo v 19. stoletje. Tukaj bi iskal več paralel odgovorov, ki si ga postavil za izhodišče. Nedvomno gre za majhen narod, ki je pa vendarle v avstrijski dobi, ta isti grdi avstrijski dobi, grdi seveda v navednicah, ki je bila predstavljena še v naših časih, torej pred 30-40 leti kot ječa narodov, ki se je moramo bolj ali manj sramovati. Nenazadnje to dokazujejo monografije avstrijskih cesarjev, to je bila tudi naša država konec koncev, ki jih šele zdaj dobivamo izpod peres slovenskih avtorjev, tudi v slovenščini, ki jih izdajajo najbolj eminentne slovenske založbe, konec koncev tudi v povezavi z nekim pogledom na pol romantičnim na obdobje Prve svetovne vojne. In mislim, da to obdobje, ki je neminovno za naš narod pomenilo konec enega obdobja in seveda prelom s tem obdobjem, se danes ponovno vrednoti. Ampak glejte, da bi razumeli izhodišče, ki si ga postavil, je treba pogledati čisto stvarne podatke. Slovenci se začnemo ukvarjati s Prvo svetovno vojno šele ob razpadanju neke druge skupne države, šele ob demokratizaciji le-te. Prej ni bilo nič, ali skoraj nič, ali pa praktično nič. Danes se je pa pokazalo, da je to lep del naše preteklosti, vezane seveda na neko drugo državno tvorbo, ampak pogledajte, za to državno tvorbo je umrlo približno 35 000 ali pa mogoče celo 36 000 mož in fantov iz našega ozemlja. Torej, veliki večini slovenskega rodu. Krvaveli so to državo. In ta država konec koncev jim je dajala določene pravice. Dala jim je ustavni zakon napisan v slovenščini, dala celotno zakonodajo napisano v slovenščini, dala uradni list, dala jim je ljudske šole v slovenskem jeziku, dala jim je celotno tudi srednje izobraževanje. Mi smo imeli že pod Avstrijo postavljeno državno slovensko izobraževanje. In ne pozabiti, res da Škofovi zavodi 1905 je prva slovenska gimnazija privatna znotraj Avstrije. 1913 dobimo Slovenci prvo državno gimnazijo v slovenskem jeziku v Gorici, ki se razvija kot pomemben narodni center, da ni skozi samo Ljubljana. Kaj hočem reči? Hočem reči to, da že znotraj Avstrije so nastajali temelji za izgradnjo tistega, kar je potem pripeljalo k slovenski samostojni državi. Ne smemo se čuditi, da so slovenski možje in fantje veljali za dobre vojake, lojalne vojake svoji državi, da so bili zelo odlikovani, pa ne samo v Prvi svetovni vojni, že v 19. stoletju, in da konec koncev so se tudi to državo lojalno borili. Ni bilo recimo takih odklonov kot na Češkem, kjer so recimo celi Polki dezertirali na italijansko stran, bodisi na soškem bojišču ali pa še prej na ruskem bojišču. Tega pri Slovencih, razen posameznikov, ne najdemo v taki smeri. Torej, ja, Slovenci so dojemali svojo državnost, izgradnjo svoje nacije pod Avstrijo že kot nekaj lastnega, kot nekaj svojega. Samo mimogrede, leta, mi smo imeli v Avstriji, mislim, samo 19. stoletju, to je podatek doktorja Rozmana, 600 Slovencev, ki so bili avstrijski generali. Ampak kar je najbolj zanimivo, da mnogi od njih so bili tudi zelo zavedni Slovenci. To se zelo pozablja. In tudi položaj, oprostite, slovenskega jezika v avstrijski armadi je bil boljši kot kasneje v Jugoslaviji. Naprimer, jaz sem imel sam v roki, to je tiskan primer tako zvanih, vsi poznate izraz Pimpel dragonarji. To je 5. dragonarski polk, dragonarji so lahka konjica, ki je imel svoje regrutno območje. Vsak polk je imel svojo območje, ki je regrutiral okrog Maribora Gradca. To se pravi, za ta del 5. dragonarski polk so obstajala slovenska knjiga, to, kar smo rekli v JLA, pravila službe. Torej, točna vodila, ko se moraš obnašati. Oprostite, tega ne v stari, ne v novi Jugoslaviji ni bilo. Celo toliko je se spomnil z nove Jugoslavije, moj predpostavljen je bil Slovenc, en Belokranjc, Fesdec, pa sva mi dva, on je meni komando dal v slovenskem jeziku, se je zraven postavil oficir, en kosovski Srb, sicer čist fajn človek, rekel, šta vas dvojca, fr. Mislim, a veste, tega v Avstriji, če si bil ti v slovenskem polku, pa nisi znal slovensko, nisi napredoval. Ti si moral znati jezik svojih vojakov. To je bilo v Avstriji obvezno, imamo o tem dokumente.
Veš, kaj stane, vsega ne smeva povedati, ker ljudje potem ne bojo kupili knjige. Ampak vendarle, knjigi opisuješ ta detajl, ki si ga zdaj razložil, bi bilo mogoče fajn ga razdelava še do konca, ali vsaj približno do konca, in sicer o teh polkovnih jezikih, ne. Slovenski polki so bili večinoma 7, 17, 27 in tako naprej, do 97, ne. In drugi polkovni jezik, občevalni jezik in poveljniški jezik je bila nemščina. Ampak v slovenskih polkih, večinoma teh na 7, se je govorilo slovensko. Kaj to pomeni? Oficir, ki je prišel službovati, ali je bil Čeh, ali je bil Nemec, ali je bil Poljak, karkoli že, se je moral naučiti slovenskega jezika, ko so fantje prišli na raport k njemu, je moral z njimi občevati v slovenskem jeziku. No, več pa naj spoštovani in spoštovane preberejo v knjigi. No, čeprav jaz imam ravno zdaj vprašanje o tem, da bi izdala še eno skrivnost iz knjige. Namreč, tudi sam kot zgodovinar sem v tej knjigi prvič po dolgem času spet naletel to zgodbo Mihe Kreka in ideje iz septembra 1941 o Tržaški luki in o gradnji tam, recimo temu, slovenske državnosti ali države Združene Slovenije, kjer ste tudi kritični, gospod Granda, do takratnih, recimo temu, voditeljev. Namreč zapisali ste, očitno niso bili vredni nasledniki očetov Združene Slovenije. Lahko jim očitamo najmo neinventivnost, če že nekaj hujšega. Preveč so bili zagledani v preteklost. Tragično je, da njenih slabih posledic niso bili sposobni videti. Konzervativnost, če nekaj hujšega, brez primere. Torej, ali bi razložili situacijo, kaj je v tem času se dogajalo oziroma kakšna je bila ta ideja? Torej, poglejte, mi opazimo že leta 19 Ehrlich, pravzaprav na pogajanjih v Franciji, ko on je bil kot jugoslovanski ekspert v Parizu zaradi Koroške meje, je ugotovil, da narod, ki nima lastne države, mednarodno pravno ne obstaja. Subjekti mednarodne pravne politike so države, ne pa narodi. Prva točka. No in potem je pač, ker kot duhovnik je pač vsaka oblast od Boga, več ali manj vsake toliko časa stegnil jezik, da morali biti Slovenci na svojem, zlasti na svetih višarjih, ko ni bil v Jugoslaviji, ne, to je to višarsko gibanje, ki ga zaman iščete v enciklopedijah in je to ena velik napaka na zgodovini, da nimamo o tem še študijo. No, torej, ko leta 1941 je Ehrlich pripričan, da Jugoslavija propade, začel forsirati to državo. In je zanimivo, da je pater Kazimir Zakrajšek se je čudežno rešil, ker je bil ameriški državljan, se je rešil v Ameriko in je v Ameriki začel propagirati samostojno Slovenijo. Uspel je celo do zunanjega ministrstva prijeti, prepričal zelo visoke oficirje, kako je to ena dobra ideja. In kdo ga je poklopil? Slovenski klerikalci. Krek in še nekateri, Miha Krek seveda. Vidite, in to je ta tragedija, da, dober, bil je tam tudi Protič, veleposlanik jugoslovanski, ampak vendar, dajte, Slovenci so patra Kazimirja Zakrajška poklopili, da ni širil in zelo uspešen je bil v širjenju slovenske propagande, v širjenju ideje za slovensko državo, ne. Potem je pater Zakrajšek seveda, ker bil je tudi frančiškan, sicer zelo samosvoj človek, ampak potem je počepnil, iz kasnejših let nimamo podatkov, ampak ko je Ciril Žebot prišel da je Ciril Žebot prišel v Ameriko na to univerzo, mislim, da je v Pittsburghu, mu je pa ravno pater Zakrajšek pomagal. Vidite, tako da ta ideja je bila živa in pater Zakrajšek je bil prvi, ki je internacionaliziral samostojno slovensko državo. No in če hočete, kaj je spomin na patra Zakrajška, Šišenska cerkev, mislim, da je Šišensko cerkev to Plečnikov zgradil pater Zakrajšek. Do Šiške tle, da me popravi, če ni res. No, vidite, ta pater Zakrajšek, to je bila ena izjemna osebnost, ne? In to je kolega Friš pravzaprav najdel v teh pismih njegovih. Je pa zdaj nevarnost za ta župnija svetega Cirila v New Yorku s patrem krizologom, mojim sošolcem, ki pač imava skupna leta, prav dešiva že po Cipresi, lahko se zgodi, da ta župnija propade v New Yorku. Kar je Stane povedal, bi Martin dodal še vendarle to romantično zazrtost slovenskih ljudi, konc koncev tudi danes, še bolj po preteklosti, ob gospodarskem zavedanju, socialnem, kulturnem, političnem, kaj pomeni mesto Trst za Slovence. Glejte, Slovenci realno nismo imeli nikoli možnosti, da bi Trst dobili. So bile neka obdobja, ko je bila ta ideja bolj živa, ko je bila manj živa. Prej smo povedali, Trst je bil največje slovensko mesto pred 100 leti,
Trst, Cleveland, potem šele Ljubljana. V Trstu je živelo konec koncev 56,000 Slovencev po popisu z 1910. leta. In to je bil dejansko pravi empori, mesto, ki je z zaledjem in s povezavami železnico, ki ga je dosegla preko Ljubljane vse 19. stoletja, pomenil avstrijsko okno v svet. In seveda ta romantični pogled, če se navežemo tudi na Cankarja, tudi ti pišeš, Stane, o tem, dejansko Cankar izjavi, slovensko srce je v Ljubljani, ampak pljuča, gospodarska pljuča, so v Trstu. In poglejte, kakšen razcvet doživi slovensko liberalno meščanstvo v koncu 19. stoletja, ki kulminira potem tudi že opisanim požigom Narodnega doma. Narodni dom seveda in potem po prvi vojni požig tega Narodnega doma, ki pomeni konec nekega evolutivnega razvoja slovenstva, slovenske podjetnosti znotraj Trsta. Poglejte, večina ljudi ne ve, da smo mi imeli v Trstu tako zvani okoliški bataljon, ki je bil, mislim, leta 71 odkinjen, leta 18. seveda, leta. Posebna vojaška enota je bila sestavljena iz samih Slovencev, ki je vzdržala red in mir v Trstu. In Italijani so pravzaprav pol leta 48 zgubijo Nemci politično moč v Trstu, potem pa seveda Italijani, da prevladajo v Trstu, so pač dosegli, da je oblast razpustila okoliški bataljon, ki je imel slovenske komande, slovenski jezik med seboj govoril, slovenska zastava so nosili. In mislim, da je bila ravno otvoritev čitalnice v Rojanu povod, da so potem ta bataljon slovenski razpustili. Torej, tudi če greste po Trstu, veste, lejte, tam imate prštandi, tam gor imate Patoko, kraj, to je potok. Spodaj celo teče potok, ne? Ker starega italijanskega imate tam okrog stolnice, če veste, ki je, oziroma dol okrog Škofijske palače, pa tisti antični del. Medtem ko to Trezijansko predmestje, železnica, to je bilo pač vse slovensko in imate še slovenske redinske imena, marsikje. Ne nazadnje pa tudi, če veste, najbogatejši Slovenc je bil doma iz Trsta, mislim, je imel v Trstu svoje postojanko. Vseh časov, ne samo ti, ki so bili včeraj objavljeni, se skrijejo po bogatstvu pred njimi. Če še nekaj delujeva v povezavi s Trstom, to lepo opisuješ, ne, v knjigi sami. Namreč Trst je bil privlačen za italijansko nacionalno idejo, zlasti po združitvi Italije, ko je skupaj z Južno-Tirolsko eden od perel, od nosilcev italijanske redentistične ideje. Ampak Slovenci, ki prihajajo tja do druge polovice 19. stoletja naprej v Trst, se asimilirajo, če hočejo se dvigati na socialni lestvici. Z vzponom slovenskega meščanstva tega ni več. Slovenci postanejo samozadostni, bi rekel, Stane, ne? In ne moramo se čuditi, da dejansko postaja vedno bolj zrasti zaradi okolja, ki je bilo tipično kraško-slovensko, Trst tudi slovensko prisotnost, slovensko zunanje lice dobi, ki je pa seveda z koncem prve vojne, razpadom monarhije, neminovno končano. Ja, vendar pa, če se zdaj prav spomnim, največ kapitala v Trstu je bilo slovenskega, več kot italijanskega, s pomočjo Čehov, ne? Pred prvo svetovno vojno, ne? Ker smo se pač na Čehe naslonili, ne? Saj smo imeli tudi tle Slavijo, kjer je bila do včeraj Udba, ne? Ampak, vidite, tle je bila moč in geslo, če rečeš, jaz sem pa dober gospodar, naprimer 1870, da rečeš, jaz sem pa zanesljiv poslovnež, jaz imam hišo v Trstu. To je deviza, da si ti zanesljiv trgovec ali pa karkoli. Imam hišo v Trstu. To je bil dokaz poslovnosti. Ne tako danes imam, ne vem, na Kubi ali ne vem, kje imajo danes hiše, ne vem, ampak takrat je za Slovenca, ki je bil dober poslovnež, imam hišo v Trstu. Gledajte, lahko reklame, ta pa ta se priporočal na Kup, ima hišo v Trstu. No, prej smo recimo vlekli vzporednice o naši želji pobiti znotraj pravnih okvirov, ki so nam postavljeni skozi zgodovino. Hkrati se pa tudi s tem postavlja vedno bolj vprašanje moralnega kapitala, ki je tudi vedno znova pod vprašanjem in če morda, da ne bomo res vsega razkrili, kar piše v knjigi, preskočimo v povojni čas, v povojno Jugoslavijo. Tukaj zapišete pa ne bom prebral, ker je kar dolg citat, ampak pišete o tem, kako se takratna oblast zaveda svojih dejanj, ki jih je storila po drugi svetovni vojni, in o tem, kako v bistvu je potrebno o tem čim manj govoriti in čim manj razlagati. Torej so se zavedali propada moralnega kapitala, na katerem smo Slovenci do takrat gradili,
Kako gledate na recimo potem v povezavi z osamosvojitvijo? Smo glede na to, da so to še vedno delno prepovedane teme, še vedno, da se s tem ukvarja tudi vsakodnevna politika, kaj je z moralnim kapitalom recimo Slovencev, slovenske oblasti ali pa recimo zgodovinskega odnosa do te teme? Predvčerajšnjem je bil dan Rudolfa Maistra. Se spomnite, kakšno usodo je doživel Rudolf Maister v stari Jugoslaviji? Se spomnite, kakšno usodo so Maistrovi borci doživljali v socialistični Jugoslaviji? Jaz sem, hvala Bogu, kar nekaj Maistrovih borcev poznal. Niso jih priznavali. Niso jim dejali časti. Ne, nekaj podobnega doživljamo zdaj z osamosvojitvijo. Torej, kdor ima čas, udeležence vojne za Slovenijo zmerja, jih kriminalizira. Torej, kar veste, kaj slabega povedati, to vi lahko danes otaknete na osamosvojitelje in bo šlo vse skozi. Prav včeraj mi je en starejši gospod rekel, Granda, a se vam ne zdi, kako se usoda generala Maistra ponavlja? Vsake od vas ima priliko, toliko pa zna zgodovine, da lahko primerja. Danes je biti osamosvojitelj na pol kriminalc. In pogledajte to, kar se dogaja z muzejem slovenske osamosvojitve, je sam dokaz temu. Tega ne govoriti, to mora izginiti, to dajmo združiti, to dajmo neutralizirati in tako naprej. Zelo zanimivo, ampak tako kot se je zgodovina je dala pravo mesto generalu Maistru, ne bom verjetno več tega dočakal, ali pa bom videl, ampak tudi za osamosvojitev bo dobila pravo vrednost. Žal v šolskih učbenikih je to praktično, se otroci o tem ne učijo. Letos, zanimivo, ko je bil v koncu šole, v večini slovenskih šol junija, državnega praznika, 26. junija, sploh niso nič praznovali. Moj vnuk je prišel, ni imel pojma, vnukinja iz vrtca je rekla, danes je pa praznik, vnuk iz šole ni imel pojma, kaj je to za dan in tako naprej. Vidite, tle so problemi, ampak hočem vam tisto, kar se neko najprej. A so tega krivi, ne vem kdo, Makedonci, Srbi, Šiptari, ne. Problem je Slovencev nas in to je tisto, kar hoče knjiga o samoslovenstvu poudarjati. Mi moramo se začeti ukvarjati bolj sami seboj, pa svoje probleme tudi sami reševati, ne pa vedno krivi druge, sami sebe pa oprostite to, kar se dogaja danes, pa daviti. Bom se vrnil na izhodišče, če smem, ki ga je Martin dal. Konec druge svetovne vojne je mogoče res za del prebivalstva pomenil osvoboditev, za del prebivalstva je pa to pomenilo nedvomno prehod iz enega totalitarnega sistema v drugega. To treba jasno in glasno povedati. Bili so uničeni cele generacije ljudi, oziroma poglejmo število žrtev po končani vojni, koliko je bilo ljudi pobitih. Žal je treba reči tudi v svojstvu člana komisije za vprašanje prikritih grobišč, da še danes nismo sposobni pokopati. In to je ta zli kapital, ki nas še danes spremlja. Mi imamo še danes več kot 720 grobišč, ki nas opominjajo na te žalostne čase, vsaj še nekaj 10, da ne rečem 100, je še neraziskanih. In ta prelom spomladi, poleti 1945, je pomenil prelom z vsem, tako na političnem, kot na gospodarskem, kot na socialnem, kot na kulturnem področju. Prišlo je do koncentracije oblasti v eni stranki. Zato človek lažje razume, Stane verjetno mi bo potrdil, ker tudi dikcija pripovedi v knjigi gre v tej smeri, da dejansko leta 1990 oziroma 1991 ni prišlo s prelomom, s tem nedemokratičnim sistemom, ki je marsikoga težil, marsikomu se je dobro godilo, ampak je šlo dobesedno za sestop z oblasti. Mislim, da je tudi ena od poant te knjige, če sem prav razumel, ostane v tej tvoji knjigi, prav ta zapis. Torej sestop z oblasti, nadzorovan, programiran in zato smo danes tam, kjer je. Zato se tudi ne razčiščuje tematik iz polpretekle zgodovine in zato tudi ne nazadnje se v slovenskem politični sferi, življenju, prihaja do delitev staro, novo, levo, desno. Ampak ne v smislu kapitala ali kapitalskih lastništev, ampak odnosa do zgodovine. Malo smešno je poslušati tako imenovane levičarje, ki govorijo o skrbi za malega človeka, imajo pa račune na Kajmanskih pa Deviških otokih, ali pa podobnih davčnih oazah. Ampak ko ga človek vpraša, po čem si ti levičar, ja potem, da imam pozitiven odnos do NOB-ja.
kaj pomeni pozitiven odnos do enobeja, analiza tega stanja je po tej knjigi v drugi polovici se lepo poklapa z realnim stanjem. Torej, poglejte, kaj je za mene čudo slovenstva. Mi smo zgubili tam nekje v 1880, okrog 300 000 ljudi se je izselilo v Ameriko. Po prvi svetovni vojni smo zgubili celo Primorsko, še en del Kranjske, Koroško. Smo preživeli. Potem je prišla druga svetovna vojna, smo zgubili okrog 100 000 ljudi. Prosim, približno 100 000 ljudi, pa ste po letu tam 58 ali pa še malo naprej, je okrog 100 000 ljudi odšlo za gastarbajterje. Jaz ne vem, pa danes o tem danes več noben ne sliši. Jaz se spomnim, kako so bile vasi popolnoma prazne, ne. Vse se mogoče se spomnite Vicke, tam z Ribence je bilo gor, ki je sin prišel domov, pa je mama rekla, ja, kako si pa prišel, jaz z vlakem, ja, Bog pomagaj, kam ga bomo pa dali. Razumete, to je bilo neki mislim, pri vsaki vasi v mojem sorodstvu sem imel polno bratrancev, pa sestričen, pa sošolčice iz osnovne šole. Mi sploh pozabljamo 100 000 ljudi, poslušajte, pa to niso šli ven lenuhi. To so ven so šli ta pridni, ambiciozni, ki pač so hoteli uspeti in to vse preživeti, oprostite, mislim, vtis imam, da smo se v zadnjem momentu osamosvojili, še 10 let, danes tega ne bi zmogli. Dobro, je pa res, da brez ustreznih ali uspešnih, bom rekel, prilagojenih mednarodnih okoliščin od tega nikoli ne bi prišlo. No, pa če kar nadaljujemo pri tem mednarodnih okoliščinah, namreč še ena tema, ki se je knjiga intenzivno posveča, ampak je hkrati tudi manj poznana, so mednarodne okoliščine. Pa da vas preveč ne uvajam z neko lastno iztočnico, zgolj to desetletja pred samo osamosvojitvijo so bile slovenske skupnosti po svetu in v zamejstvu zelo aktivne na področju in tudi med samim osamosvajanjem. Če nam na kratko urišite, gospod Podbersič, to obdobje, glede na to, da se z njim ukvarjate tudi. Slovenci po svetu? In v zamejstvu, da. V zamejstvu, gledajte, to je... So še drugi strokovnjaki tukaj, ki je, vidim, bivša sošolko tam, ki se s tem poklicno ukvarja, tudi mene to zelo zanima, se ukvarjam že, knjiga lepo opisuje. Glejte, gre za to, da premalo se zavedamo danes, da Slovenija ima 2 milijona prebivalcev. Pustimo zdaj analize, koliko tega je Slovencev, tu konec koncev danes niti ni politično korektno debatirati. Ampak pozabljamo, da imamo 500 000 rojakov v zamejstvu in po svetu. Če sta dve stvari, ki bi jih izpostavil na današnjem omizju, pri tej knjigi, ki jo stopamo pred bralce z njo, sta optimizem avtorja. Stane je bil zmeraj, in tu ga moram pohvaliti, nepopravljiv optimist. Življenjski in tudi zgodovinarski. To je prvič. Druga, vera v lasten narod, v moč lastnega naroda. In tretja, enoten slovenski kulturni prostor. Torej, Stane nikoli ne delil Slovenci tukaj in potem ne vemo, kaj se nahaja za trojanskim klancem na vzhodu in na zahodu za vrhniškim klancem. Stane jemlje svoje slovenstvo, in tukaj prihajam na tvoj odgovor na tvoje vprašanje, kot enoten slovenski kulturni prostor. Nedvomno so Slovenci v zamejstvu in v izseljenstvu del slovenskega naroda. In tukaj ne moremo si, in s tem odgovarjamo, ne moremo si zamisliti slovenske osamosvojitve, tudi demokratizacije ne, brez kontributa Slovencev iz zamejstva in izseljenstva. Preden sem sem prišel, sem doživel eno čudovito stvar. Po dolgem času sem slišal Frenkija Jankoviča na harmoniko. Ne vem, če ste videli posnetke, ki je Frenki Jankovič, to je bil klivelenski Slovenc, mojster, kralj polke, dobil tudi Gremija, ne, Gremija tista velika nagrada, ne. Glejte, mislim, ker slišite ta njegov ritem in se spomnim njegove pogreba, čez 100 ljudi ga je prišlo s harmonikami spremljati ta pogreb. V narodnih nošah, sred Clevelanda, prosim vas. To je slovenstvo, vidite. No, zgolj za zaključek, zgodovinarji radi gledamo v preteklost in se ukvarjamo z njo, vendar meni je bilo zelo všeč v knjigi, ko se začne v bistvu z citatom Cankarja, utopije pa imajo že od nekdaj to čudno lastnost, da se ponavadi uresničijo. Torej, kakšen pa je vajin pogled v prihodnost, kaj čaka recimo temu samoslovenstvu?
najprej. Veste, kako je, spomnim se še enega pregovora. Cagov fantov, nikoli pa lepi punci spal. Jaz sem optimist. Mislim, nepopravljiv optimist. Smo polnopravna članica Evropske unije. Slovenščina je eden uradnih jezikov Evropske unije. Smo na geostrateško izrednem, in to tudi Stane poudarja v knjigi, geostrateška lega Slovenije. Glejte, če ne bomo znali tega izkoristiti, pa ne samo na gospodarskem, ampak tudi na gospodarskem področju, potem si ne zaslužimo ostati samostojna narod in samostojna država Slovenija. Ja, lejte, treba biti koražen. Če vi pogledate Prešernov čas, poslušajte se Prešerne zasebno nemško govoril, mislim, da je ena razrednica, ne, eno pismo v hrano Prešerna. Poslušajte, to je bilo pa za njih nekaj običajnega. In pogledajte, v stari Avstriji od približno 1848 naprej do leta 1910, kaj je bil največji slovenski dosežek? Da se je slovenski jezik tako usposobil, da je bil primeren za eno univerzo. Brez države, brez neke državne skrbi. Dobar, kar je bila cerkev, pa tako naprej, ampak ni cesar skrbel za slovenski jezik. Ampak to smo Slovenci sami dosegli, to vrhunsko kultiviranje slovenskega jezika. In na to smo malo premalo ponosni, pa premalo samozavestni. Tle bi bilo treba bolj vztrajati, več to tudi učiti, več poudarjati, predvsem pa človeka ne sme biti, to, kar sem prej rekel, tisti ljudski pregovor, človeka ne sme biti nikoli strah jutrišnjega dne. Če bi naši predniki se bali, oprostite, človek sam razmišlja, lejte, o turških upadih. Takrat je ogromen prostor postal prazen, tam od Varaždina, vse tja do Čedada. Ogromen pas. Lejte, vse se je povrnilo, greste v Čedad, ali pa gor greste, pa še slišite lepo slovensko besedo. In so se stvari nekako rešile, čeprav niso idealne. Ampak če bi človek scagal, je potem najhujši. In ko človek bere te spomine iz najtežjih obdobij slovenske zgodovine po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni, kdor je obupal, je propadel. Bom dal čisto človeški primer. Moj dober prijatelj Matjaž Cviter, ko je bil direktor onkolog, ga znate, je rekel, ključen problem pacienta, ki pride na onkološki inštitut, ali ima on toliko energije, da bo preživel. Je rekel, noben zdravnik ne bo pomaga, če nima on vole. Vidite, in problem pri Slovencih je vola, vztrajati, zmagovati, pa ne biti prestrašen. In tega nam pravzaprav danes malo manjka. To pogrešam in se mi zdi nenavadno, imamo lastno državo, pa sami sebe najbolj nekam brcamo v nič. No, s to zaključno brco urit, da še kaj naredimo v prihodnje, se od vas poslavljamo in zahvaljujemo za pozornost in ob naslednji priliki. Hvala lepa.